tukaj vi gledate Martona jaz tukaj razlagam Marton na najbolj easy način. Tako kot sem že zadnjič povedal, je matematika polna enih zakonov. Res, da ne boste šli glih v zapor, ampak vam bojo pa ali bistveno olajšali računanje, ali pa jih morate upoštevati, ker drugače imate lahko račun narobe in vse to ima posledico, v glavnem dobite pripor, na primer. Glavnem, ja, danes bomo imeli zakon o združevanju. Smiley! Tam bo definitivno pomagal lažje izračunati račune. Vsaj boste videli, kje. Sam sem že na začetku povedal v bistvu definicijo, ampak danes bom pa na koncu filmčka, oziroma na koncu vsake računske operacije. Se mi zdi, ja se bom. Ok, mi bomo zdaj začeli kar s seštevanjem. Ok, tukaj imam napisan en račun. 2 plus 13 plus 8 plus 7, a ne? Torej, to bi lahko takole izračunal kar direkt, ampak najlažje računamo z deseticami, a ne, to vsi vemo. In iz tega lahko v bistvu združim par desetic, oziroma bolj natančno 2. Sej par 2, evo. Torej, a ne, 2 pa 8 skupaj, bom to podčrtal. Torej, ja, 2 plus 8 je enako. Torej, bom dal 2 plus 8, pa še prej bom dal oklepaj. A ne, 2 plus 8 je enako 10. Zdaj pa bomo vzeli drugo barvo, pa bom počrtal, čakaj, 13 plus 7, ja, 13 plus 7 je 20, a ne? Torej, 13 plus 7 bom počrtal. Bom naredil spet oklepaj, bom dal 13 plus 7 je enako, a ne? 2 plus 8 je 10, 13 plus 7 je 20. Zdaj pa to tukaj napisal z modro barvo, torej 2 plus 8 je enako 10 in 10 plus 20, kar je pa enako 30. Vidite? Če pa grem izračunati brez združevanja, ne? Torej 2 plus 13 je 15, plus 8 je 23, plus 7 je 30. Torej, tukaj je zakon o združevanju velja in nam govori, da če združimo, torej seštevance lahko združimo na različen način in bo vsota vedno enaka. Torej, zakon o zamenjavi pa seštevanju, kot sem nikar povedal, velja. Oziroma, kljubca. Ok, zakon o združevanju velja. Prej sem se zmotil. Zakon o združevanju je pravilna definicija. Pravilna beseda. Gremo zdaj na množenje, preden se še zmotim. Torej, pri množenju 2 krat 4, a ne, je 8. In 8 krat 5. 8 krat 5, pa vsi vemo, da je 40. A ne? Kaj pa če bom zdaj združil 4 krat 5? Torej 2 krat 4 krat 5, pa vsi vemo, da je 20, a ne? 2 krat 20 je pa tudi 40. A ni to zanimivo? Torej, je enako, a ne? Rezultat je enak. In zaradi tega pri množenju zakon o združevanju definitivno velja. Kaj pa pri odštevanju? Oziroma, ja, prej grem še na odštevanje. Torej, zakon o združevanju nam pravi, da če združimo faktorje pri množenju, nam rezultat pride enak. Kot če jih ne bi združili, ne? Gremo zdaj še na odštevanje. Ok. 8 minus 3 je 5, a ne? In 5 minus 2 je pa 3. Kaj pa, če bomo zdaj 3 minus 2 združili? Torej, 8 minus 3 minus 2 je pa 1. Torej, 8 minus 1 je pa 7. To pa nekaj ne bo šlo, a ne? Pa ni ista razlika, ne? Torej, zakon o združevanju pri odštevanju ne velja. Torej, če združimo različne seštevance in odštevance, odštevance in zmanjševance, zakon o združevanju ne velja pri odštevanju. Torej, odštevancev ne moramo poljubno združevati, zato ker nam v bistvu spremeni rezultat. In gremo še na ta zadnjega, oziroma deljenje. Torej, 8 deljeno z 2, ne, je 4, 4 deljeno z 2 je pa 2. To vsi vemo. Torej, zdaj sem dal malo na nižji, da mi bo, da bo imel več placa. Zdaj pa kaj pa, če 2 deljeno z 2 združimo? Torej, imamo 8 deljeno, 2 deljeno z 2 je pa 1, ne? Torej, 8 deljeno z 1 je pa 8. No,
Tukaj lepo moje kar vidimo, da je velika razlika, oziroma se je kar veliko spremenil rezultat. Torej, pri deljenju zakon o združevanju ne velja, oziroma, če poljubno združujemo delitelje in deljence, se nam rezultat spremeni. Torej, zakon o združevanju pri deljenju ne velja. In če grem še na hitrico, kaj nam sploh pove zakon o združevanju? No, zakon o združevanju nam pove, da če pri seštevanju in množenju poljubno združujemo torej števila, se nam rezultat ne spremeni. Torej ja, zakon o združevanju velja samo pri seštevanju in množenju. To je to. Upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če vam je bil ga mogoče všečkite, mogoče povejte prijateljem in mogoče se naročite na YouTube kanal Mata na Easy. To je to. Lepo se imejte. Se vidimo jutri. Čau!